V galeriji Ekurna je na ogled razstava Črno na belem slikarja Braneta Severja. Na razstavi je 6 večjih platen, 2x2 metra, 2 srednji in 11 manjših del. Gre za dela, ki so nastala od leta 2016 pa do danes. Gre za akrile na platnu in pa na forex ploščah pri manjših delih. Brane Sever je predstavnik starejše generacije slikarjev, ki so prišli na sceno v začetku 80-ih let in do leta 1989 je bil zelo aktiven in zelo veliko je razstavljal, dobival je nagrade, bil je prisoten in ustvaril je en zelo zanimiv ciklus del, po mojem mnenju tudi zelo pomemben, ki se imenuje Survival. Potem pa se je leta 1989 na nek način je poniknil oziroma je nehal razstavljati vse do leta 2008, se pravi 19 let ni razstavljal. In 2008 je prišel ven z novo razstavo in sicer v galeriji Ekurna z naslovom Soočenja. Potem je pa začel spet razstavljati. Naslednja razstava je bila 2012 v galeriji Ekurna in sicer Brez besed z ženo slikarko Jelko Flis. In zdaj je pač ta zadnja razstava, ki jo je naredil, je pač od leta 2016 je delal te slike in sicer z naslovom Črno na belem. Njegov profesor na akademiji je bil Gustav Gnamuš. Severja in njegovo generacijo slikarjev je močno zaznamovala izkušnja in estetika modernizma. Vse svoje življenje je tako posvetil pač abstrakciji, to je eksistencialna abstrakcija, ekspresivna abstrakcija gestualnega slikarstva. In v abstrakciji Braneta Severja gre predvsem za prenos osebnega doživljanja v likovni izraz, ne? In to čim bolj neposredno in čim bolj iskreno, brez dekoracij, brez leporečenja in odvečnega intelektualiziranja. Se pravi, njegove slike morajo gledalca zadeti v želodec. In zato sta zanj dovolj samo črna in bela barva. Brane Sever ustvarja brez vnaprejšnjih skic, nima predlogov, nima modelov. Gre za subjektivni moment, nezavedna eruptivna gesta, ki pride iz umetnika, ki jo potem z distanco in estetskim očesom v nekem revidirajočem, samokritičnem procesu postopno spreminja, oblikuje, vizualno obdeluje do končne izčiščenosti, ko po mesecih dela ne more nič več dodati, niti nič več odvzeti. Skoraj vedno gre za kvadratno ali skoraj kvadratno platno, kot bi bilo prilepljeno na steno brez podokvirja. Na tem belo-sivem platnu se zgodijo črni madeži oziroma se zgodi črn madež, packa, lataš. Bistvo je, da ta madež ne zavzame nobene prepoznavne oblike, ne? Da na nič ne asocira, se pravi, podoba mora biti osvobojena česarkoli realnega ali asociativnega, ne? Tisti hip, ki na nekaj asocira, je to za umetnika napaka. Kot da bi želel, da je gledalec prazen pred sliko in da se potem pred sliko vzdraži njegov optični živc in vzburi občutke in domišljijo, da se napetost iz slike preseli v gledalca. Ta abstrakcija se izmika gotovim in dokončnim interpretacijam in s tem pušča več neke interpretativne svobode, a ne? In vsak posameznik se pač temu primerno individualno odzove.
Zdaj, sam proces dela pri njemu teče približno tako. Format je po večini kvadrat, ker mu ta oblika omogoča ničelno prazno izhodiščno točko, ne? Nič ne napeljuje, nič ne zavezuje, omogoča mu bolj nevtralno pozicijo za začetek dela. Pri velikih formatih nabije platno na steno, ga najprej prebarva na črno, potem gre z več plastmi lazurnih belih nanosov čez in to ustvari globino, prosojnost slike, ne. Včasih pusti gravitaciji, naredi svoje in dobi dripping sivih in črnih odtenkov po sliki in nato zareže v platno ta črna, eruptivna, nekontrolirana gesta, ki pa določi štart ali pa določi nek karakter tej sliki, ne. In od tle naprej se potem začne proces mehčanja ali pa ostrenja, oblikovanja, popravljanja, spreminjanja, pač v osnovi neke vrste raziskovanja, kam bo slika dejansko se obrnila. Med belimi, sivimi in črnimi deli slike se neprestano dogajajo procesi napetosti, prav tako se igra z ostrimi in mehkimi prehodi med polji, ne. Ena od, po moje, zanimivih lastnosti tega je prav odnos oziroma razmerje grobega in mehkega, direktnega in zadržanega, aktivnega in pasivnega. Na primer, črnega udarca na sliki, ki se uduši v beli mehkobi. Ta dvojnost pa ni samo slikarska tehnika, ampak je do določene mere tudi karakter samega umetnika. Ko se slikar odloči in 40 let slika z belo in črno, to ni več zadeva barv, ampak življenja. Skozi leta potem črna in bela postaneta resnični barvi njegove biti, njegovega telesa in duha, misli, čustev. Z njima lahko izrazi najbolj prefinjene in najbolj divje predstave in tako se abstraktni videz spreminja v psihično opno, v slikovito in eksistencialno zgodbo njegovega življenja. Brane Sever slika zares, osebno, prizadeto, brez cinizma, brez prilagajanja trenutnim trendom, kot da mu gre za življenje in smrt. In ravno v tem se verjetno zrcali ena največjih odlik njegovega slikarstva. Letos Galerija Ekurna praznuje 40 let, odkar je v teh prostorih in ta razstava je na nek način omaž in spomin na začetke in vse, kar smo v teh 40 letih likovne umetnosti predstavili in kar nas zaznamuje. Slikarska tradicija in estetski užitek.